Mestna občina Celje je objavila razpis za pomoč gospodarstvu. V Celju nadaljujejo z odsvetličanjem. V zadnjih dneh polepšali most čez Savinjo na ulici 14. divizije. V Rogaški Slatini v teku naložbe v vrednosti 3,5 milijonov evrov. Celjani za zgodovinski naslov prvakov potrebujejo zmagi proti Rudarju in Olimpiji. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dnevno informativni oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva za leto 2020. Letos so v razpis vključili tudi pomoč v obliki sofinanciranja gospodarskih subjektov v primeru naravnih in drugih nesreč. Rok za oddajo vlog je 7. avgust. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in srednja podjetja. Ker želimo zaradi razmer, ki jih je povzročilo širjenje koronavirusa, čim prej pomagati gospodarstvu, smo razpis objavili malo prej kot minula leta. Razpis je občina že objavila v uradnem listu, najdete pa ga lahko tudi na spletni strani Mestne občine Celje. Predmet javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju gospodarstva, ki se dodeljuje po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis, je poleg ukrepov, ki jih je zajemal lanski razpis, tudi ukrep sofinanciranja gospodarskih objektov v primerih naravnih in drugih nesreč, torej v primerih izrednih dogodkov. Z razpisom bodo tokrat sofinancirali materialne in nematerialne investicije, stroške komunalnega prispevka, najemnine poslovnih prostorov, samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, stroške turistične infrastrukture, letos pa želijo dodatno pomagati tudi podjetjem, ki so se znašla v težavah zaradi epidemije koronavirusa. Skupaj je zaenkrat za razpis v proračunu za prvih 7 ukrepov predvidenih slabih 240 tisoč evrov. Koliko pa bodo namenili podjetjem za ukrep pomoči ob koronakrizi, pa bo odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev in od števila podanih vlog. Slednje bodo sprejemali do 7. avgusta do 12. ure. Mestna občina Celje nadaljuje z odsvetličanjem Celja na različnih lokacijah v občini. Pred dnevi so tako na ograjo mostu čez Savinjo na ulici 14. divizije namestili 52 cvetličnih korit, v katere so zasadili rdeče sončne vodenke in beli čudeč. Letos smo naše mesto res bogato okrasili s cvetjem. Na mostovih in krožiščih nas razveseljujejo cvetoče pelargonije, v starem mestnem jedru piramide z vodenkami. Včeraj pa smo odsvetličili tudi ograjo mostu čez Savinjo na ulici 14. divizije. To je nedaleč stran od sistema vozlišča Park and Ride, ki smo ga pred kratkim uradno predali namenu. Na ograjo smo namestili 52 cvetličnih korit, v katere smo zasadili rdeče sončne vodenke in beli čudež. V občini Rogaška Slatina je v teku in pripravi več večjih naložb v skupni vrednosti 3,5 milijonov evrov. Največja naložba je gradnja naravovarstvenega centra Sotla, poleg njega pa bodo izdatna sredstva vložili še v športno in cestno infrastrukturo. V Rogaški Slatini tudi v tem počitniškem času izvajajo zastavljene projekte. Mnogi med njimi bodo zaključeni še v tem letu. Trenutno imamo večjih projektov skupne vrednosti 3,5 milijona evrov. Med njimi največji naravovarstveni center Sotla, ki ga gradimo ob Vonarski cesti in bo do jeseni gotov. Drugi je projekt v športnem centru, nove tribune, garderobe in dodatna parkirišča za potrebe predvsem nogometnega kluba. V ulici Kozjanskega odreda posodabljamo cestno infrastrukturo za izgradnjo 2 mini krožišč, 30 parkirišč in ostalega vozišča. To je pomembno tudi zaradi dostopa do vrtca in šole. Že smo zgradili nov most na lokalni cesti preko Irskega potoka na Zdraviliškem trgu. Naša želja pa je, da bi med večjimi projekti v letošnji jeseni še pričeli z novo traso izgradnje
lokalne ceste od obvoznice do krajevne skupnosti Sveti Florjan. Letos želimo izvesti prvo in drugo fazo, preostaneta nam še tretja in četrta za prihodnji 2 leti in s tem bi tudi to krajevno skupnost po posodobljeni cesti povezali z centrom občine. 26. julija pa občina Rogaška Slatina praznuje svoj občinski praznik. Osrednja slovesnost bo letos zaradi znanih okoliščin s koronavirusom nekoliko drugačna. Osrednja prireditev nam predstavlja izziv, kako jo izvesti v času občinskega praznika in kako upoštevati tudi pravila oziroma ukrepe. Mi smo se odločili, da to speljemo, vsaj če bo tako ostalo, kot je danes glede ukrepov, na običajen termin pred občinskim praznikom, vendar ne bo to v kulturnem centru, ampak da bo to pred našim reprezentančnim objektom Aninem dvorom. Imamo lepo ploščad na odprtem prostoru, seveda bomo zmanjšali število vabljenih, vendar pa ocenjujem, da je to boljša rešitev, kot da bi podelitev občinskih priznanj predstavljali na nek kasnejši datum jesen, saj je jesen ali pa prihodnji čas dokaj negotov. V 34. krogu nogometnega državnega prvenstva so se nogometaši Celja in Triglava na stadionu z Dežele razšli z neodločenim izidom 2:2. Če bodo Celjani v zadnjih 2 krogih premagali moštvi Rudarja in Olimpije, se bodo prvič v zgodovini kluba veselili naslova državnih prvakov. Tekma proti 9-uvrščenemu Triglavu se za Celjane ni začela po njihovih željah, saj je Milanović s svojim 7. golom v sezoni Triglav že v 2. minuti popeljal v vodstvo. Celjani so tako v polčasu minimalno zaostajali. V polčasu smo se zmenili, da gremo naprej svojo igro. Ni prvič, da smo zaostajali, mi smo tudi že po 2:0 zaostajali. Kljub vsemu smo upali, da se bo obrnil trend in smo šli v drugi polčas z golom Gašparja odlično v igro, ampak spet zaspali smo enkrat v obrambi, smo bili spet v zastanku in potem iz standardne situacije nekako izenačili in potem seveda lovili tisti 3. gol, dali vso energijo v to, ampak danes enostavno je bilo premalo, skozi je mečka nekaj zmanjkalo in malo sreče, malo kvalitete nasprotnika, kako se je branil in seveda potem se je nervoza stopnjevala in na koncu tisto, kar me žalosti, je to, da nismo uspeli ostati mirni pri zadnjem sodniškem žvižgu. Vračali smo se v igro kot že nič kolikokrat v tej sezoni, tako da res smo pokazali neko željo, s fanti smo res dali vse od sebe. Ampak mogoče nam je zmanjkalo tudi malo športne sreče. Trener Grofov Dušan Kosič je v drugem polčasu na zelenico poslal Gašparja Koritnika, ki je zadel že v prvem celjskem napadu v drugem delu. Žan Rogel je z 2. golom Triglava poskrbel za nov hladen tuš v Celju. Izenačenje in pomembno točko je Celjanom prinesel Adnan Kalušić, ki je zadel v 64. minuti. Želeli smo si več, torej tekma je šla v to smer, ki si jo nismo želeli. Ne bi rekel, da smo bili lahkomiselni, ampak tudi naša podoba danes bi mogla biti mečkam boljša, no? V tem smislu, ampak imeli smo na koncu koncev celo vrsto nekih priložnosti, ki jih nismo uspeli izkoristiti in nekako se je stopnjevala nervoza proti koncu tekme. Tekma je šla hitro proti zaključku in nismo imeli te mirnosti, da bi mogoče bolje izpeljali tisto, kar smo si pripravili. Smo nekako se vračali v tekmo, potem zadnjih 20 minut si mi zdi res dominirali v igri, si ustvarjali velike priložnosti, ampak nekako žoga ni hotela v gol, ampak tudi točka, mislim, da ni neuspeh, saj še vedno imamo vse v svojih rokah. Najlepšo priložnost za zmago je za Celjane tik pred koncem tekme zapravil njihov prvi strelec Dario Wiesinger. Pa kaj ne mu zamerimo, torej Dario je odličen igralec, odlična oseba, nihče si bolj ni želel danes zadeti kot on, tako da te fante bomo podpirali in jaz kljub vsemu upam, da ta točka na koncu je lahko tudi zlata vredna in da se bomo probali skupaj dati in nekako resetirati in odigrati dobro tekmo v Velenju.
Vratar Celjanov Matjaž Rozman na sinočnji tekmi proti Triglavu ni imel pravega dela. Pride taka tekma, na nekako nasprotnik vse, kaj si je preigral, je nekako izkoristil. Mi smo imeli pa na drugi strani res lepe priložnosti, ampak žal, gremo dalje. V 4. minuti sodnikovega dodatka je žoga v roko zadela gostujočega nogometaša Milanoviča. Sodnik Balažič pa je odpiskal konec tekme. Da odreagiraš instinktivno, če bi bil na nasprotni strani, bi si želel, da ne piska to. Tako smo si vsi želeli, da naj vendar pokaže na 11 metrovko, ampak pač pravila so jasna, verjetno bojo ugotovili, a je bila pravilna odločitev ali ne. Predvidevam, da ni bila 11 metrovka. Mi smo pa odreagirali tako, kot bi velika večina ljudi odreagirala. Jaz bi si pa želel, da naši fantje ne bi si škode naredili zaradi reakcije, ki so jo naredili. Ja, tudi sam sem videl, da je igralca zadela v roko, ampak seveda ne vem, če je to dovolj za 11 metrovko, ampak sicer nisem videl posnetka. Tako da nekako seveda s fanti smo reagirali, emocije so bile prisotne, že želje, da sodnik nekako nam dosodi ta penal, ampak ja, ne moremo nič spremeniti. Tudi točka, kot sem rekel, ni neuspeh, saj nam sedaj pomeni, da še imamo vedno vse v svojih rokah. Po tekmi je domači kapetan Mitja Lotrič prejel rdeči karton zaradi ugovarjanja in bo odsoten najmanj na naslednji tekmi. Računica Celjanov v zadnjih 2 tekmah je povsem jasna. Zmagi proti Rudarju in Olimpiji v Celje prinašata prvi naslov prvakov v zgodovini kluba. Prvi smo danes do jutri, do 6, se mi zdi, in v temu bomo trenutno uživali. Bomo videli, kaj bo Olimpija v Murski Soboti naredila in potem se pripraviti naprej na Rudar in skupaj se zregenerirati in ni še konec. Vse to je najbolj pomembno, da smo še v igri in da sami odločamo v svoji sodi, tako da treba že na naslednji tekmi, ki je zelo hitro, se pobrati in ponovno zmagati. Po noči bodo padavine prehodno zajele večji del države. Jutri bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe ali nevihte. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič.